ekstremen porast anksioznosti, tesnobnosti, bolj med dekleti kot med fanti, depresije skokovito naraščajo, samopoškodovanje skokovito narašča in poskusi samomorov. Mislim, to je čudno, kar smo mi naredili svojim otrokom. Zakaj? Zaradi želje po varnosti. Pa ne, da bi bili nujno oni bolj na varnem, ampak da se mi počutimo bolje. Ob tem, ko imamo ves čas mladega človeka, našega otroka, na najdaljši popkovini, digitalni popkovini. In je ne znamo prerezati. Jaz mislim, da je to čudno. Tudi mene kot starša skrbi kot psa včasih. Ne vem, če pse skrbi, ampak res me skrbi. Lepo povedano, razumemo. No, ampak res me skrbi, zelo, zelo me skrbi, ko ne vem, kje je moj otrok. Najmlajši, ki je zdaj star 12 let. In je tudi kdaj odtava, pa se zaigra s prijatelji, pa pride prepozno domov in potem nimam pojma, kje je. Ampak, a mu zaupam ali ne? A zaupam družbi, v kateri živi? Da so tam pretežno dobri ljudje. Ne vem, če imate vi kake statistike v zvezi s tem, ampak še kar velja neka fama, da se vozi naokrog črn kombi, ki pobira otroke. A se je kdaj to zgodilo? Po vaši Po mojih pravni praksi? informacijah ne. Ne, pač to se ne dogaja. In mi smo pa prepričani, da se povsod, po vseh mestih vozi naokrog kombi, ki pobira otroke. Jaz mislim, dosti teh otrok bi nazaj pripeljal potem, že zvečer mogoče, ampak in zaradi takih strahov imamo otroke ves čas priključene in jim delamo tudi neizmerno škodo, ker jim ne zaupamo. In oni ne znajo obvladovati lastnega okolja. Prek naprav jim lahko nastavimo digitalnega električnega pastirja, 300 metrov okrog doma, 500 metrov okrog doma, kakor se vam zdi varna cona. In ko to cono prekorači, dobite vi potisno obvestilo in ga takoj pokličete. No, ampak kaj sem hotel reči? Kaj je rešitev? Narediti obrat k temu, da bodo mladi vedeli, če niso nenehno nadzorovani, jim starši zaupajo in tisti v razredu, ki nimajo telefona, so večji, včasih smo rekli šefi, carji, zdaj se reče sigma bojda, ne, da si. In tudi našega otroka je bilo zelo težko prepričati, najmlajšega, ne, ker pač sem mu rekel, do 14. leta ne boš imel pametnega telefona, pika. Imaš doma računalnik, ima tablico, telefon je pa problem, ker ga ves čas nosiš s sabo. Jaz te ne želim imeti ves čas pod nadzorom, jaz ti zaupam in si dovolj pameten, da ne rabiš pametnega telefona. Tako sem mu nekaj pridigal, pa me je gledal, ni bil ravno prepričan, ne, če je to res, kar ati pripoveduje. Potem se je pa zgodil pomemben trenutek. V šolo so povabili kot predavatelja, mislim, da kriminalista, ki jim je predaval o digitalnih pasteh in prednostih tehnologij. In potem je vprašal, koliko razredov pa vas ima pametne telefone, in res veliko jih je ponosno dvignilo roko, naš pa še ne, 3 pa ne. Kaj pa je s tabo, je rekel. Ja, meni je ati rekel, da sem dovolj pameten, pa ne rabim pametnega telefona. Bravo, vidiš, čestitke, ti si pa res pameten. Pa še dvignil roko, pa rekel, ja, pa ati ima zdaj kampanjo odklopi.net za omejitev uporabe telefonov v šolah, tako da lahko podpišete. Rekel, bravo, no pa še atija pozdrav, ne. In pa pride naš ta mali domov, ne, čisto ponosen, 10 centimetrov višji se mi je zdel. Ker zdaj je on glavni, ker nima telefona. In jaz mislim, da jim moramo to dati občutek, da ker nečesa nimajo, imajo bistveno več, imajo to, čemur se reče svoboda. In jaz mislim, da jim moramo to dati, mir, svobodo, ne pa nenehen nadzor. Ker, mislim, kako bi se vi počutili? Pa saj to je ja, kot da ste, ne vem, kot da imate tisto reč okrog noge, ko imajo zaporniki, ki morajo biti ves čas doma. Kako bi se počutili? Bi se počutili svobodni? Ampak tukaj jaz imam vprašanje, ali smo odrasli danes, prej ste že tudi sami to omenili, sploh dovolj kompetentni, glede na to, da smo sami odvisni od tega, glede na to, da smo sami ujeti, glede na to, da je to naša realnost in to je okolje, v katerem se mi počutimo doma. A smo mi sploh sposobni današnjim otrokom dati drugačno življenje? Ja, seveda smo. Mislim, nisem optimist, nisem pesimist, ker oboje sta neki različici fatalizma, sem pa realist. In jaz realno mislim,
da lahko z tehnologijami še vedno postanemo boljša družba. Ampak ne, da jih uvajamo v svoja življenja na pamet, ampak po pameti. Ker sicer je tudi zelo podobno je z rešitvami, ki delujejo na podlagi umetne inteligence. A bomo zaradi umetne inteligence inteligentnejši? To je eno ključnih vprašanj sedanjega časa. A smo zaradi pametnih telefonov pametnejši? Mislim, ne bi dal tako enoznačnega odgovora, ampak vi ste takoj odkimali. Mogoče. A smo zaradi socialnih omrežij socialnejši? Dajmo se Raziskave kažejo, da smo veliko bolj osamljeni. Ja, očitno. Alone together, kot je rekla Sherry Turkle v naslovu neke knjige. Sami, osamljeni in živimo v času epidemije osamljenosti, kar je totalen paradoks v hiperpovezanem času. Smo bolj povezani kot kadarkoli na daljavo prek zaslonov, a bolj osamljeni kot kadarkoli. Manj se družimo, tudi mladi se družijo bistveno manj. Padli so najstniki iz 160 minut druženja dnevno, onkraj šole, na 50 minut dnevno v živo. 2,5-krat manj se družijo. To je pa kar bistvena sprememba, a ne? In vse to, kar ste zdaj nanizali, mi smo se včeraj v pisarni pogovarjali, da vas moram vprašati, kaj bi bil vaš nasvet današnjemu ozaveščenemu staršu, ki mu je mar, ki je dovolj inteligenten, da se zaveda pasti, ki jih tehnologije prinašajo, ki ima tudi dovolj volje, da se lahko spremeni, oziroma da je dovolj potrpežljiv, da ve, da vse ne bo prišlo takoj, zdajle, jutri, ampak da to terja določene spremembe. Kaj pri otroku spodbujati oziroma v kaj vlagati? Je to izobraževanje v tujini? Je to potovanja? Je to druženje s sovrstniki? Je to, kot sva rekla, preživljanje časa na prostem? Kaj tretjega? Kaj je tisto, v kar se danes splača vlagati pri otroku, pri otrocih? Zelo preprosto. Poglejte ga. Čim večkrat. Mislim, to je res recept, ki deluje. Poglejte stran od zaslona, poglejte svojega otroka. Prepričali ste ga, da ne rabi telefona, da gre v šolo. Ko pride domov, zagleda vas na kavču s telefonom v roki. In gledate mimo njega, ne pogledate ga, ko je prišel iz šole, ne pozdravite ga, ne objamete ga. Zaslona telefona se dotaknemo 2617-krat dnevno. Kolikokrat se dotaknemo svojih otrok, pa svojih partnerjev, pa ljudi, ki jih imamo radi. In jaz mislim, da ni boljšega zdravila kot to, da se spet pogledamo, se nasmehnemo drug drugemu, se pozdravimo, si rečemo dobro jutro. Tudi jaz to lekcijo kar naprej ponavljam. Pa umij si zobe, ne. To je dober začetek, ampak vendarle to verjetno ne bo dovolj, da vzgajamo otroke, ki bodo oboroženi z orodji za preživetje v prihodnosti. Ali pač? Tudi tisti, ki tkejo omrežja, na katerih preživimo ure in ure dnevno. Govorim o Facebooku, Instagramu, YouTubeu, WhatsAppu, Snapchatu, TikToku. Tisti svojim otrokom ne dajo nikakor v roke tovrstnih digitalnih naprav. Sheryl Sandberg, recimo, ena od bivših, druga po hierarhiji v Meti, ki razvijajo Facebook in pa Instagram. Avtorica knjige Lean In, ena od mojih ljubih, zelo ljubih knjig. Careless People, o tej knjigi govorite? Ne, Lean In. Sandberg, Lean In, ni še Ja, prevedena. Lean In. pardon. Ne, ampak Careless People. preberite Careless People, ker boste videli tudi, še malo drugo plat, Sheryl Sandberg, ne samo to, ki jo je sama predstavila, Ja, Lean saj to In. pa vem, to sem pa slišala. In res priporočam v branje, Careless People. In v tej knjigi med drugim pove avtorica, da Sheryl Sandberg svojim otrokom nikakor pač ni dala in ne daje tovrstnih naprav, nikakor jim ne dovoli se priključiti na Instagram ali pa na katerokoli drugo omrežje. In vodilni v Silicijevi dolini, v vseh podjetjih praktično pošiljajo svoje otroke v odklopljene šole, kjer pišejo po tabli s kredo, pišejo v zvezke, družijo se brez digitalnih vmesnikov. Zakaj? Ja, že vejo, zakaj.
Mislim, saj oni proizvajajo rešitve, ki nas spreminjajo v bolj tesnobno, manj socialno družbo. Ne bodo tega dali svojim otrokom, saj niso nori, ne? Dajmo se po njih zgledovati. Naj nam bodo tudi oni zgled s tovrstnim načinom delovanja. Ker seveda je pa žal cilj podjetij, da te čim prej zahakljajo, ujamejo v to past, iz katere se res težko izvlečeš. In ko ste me spraševali o tem, kaj narediti, utišite si telefone, dajte si na njih aplikacije. Jaz imam recimo aplikacijo Minimalist Phone, ki mi naredi zaslon telefona bolj dolgočasen. In ni na njem ikonic. Zakaj? Zaradi tega, ker ne želim, da me nekdo ves čas sledi in da me nekdo ves čas nadleguje s potisnjenimi sporočili in da mi ob, ne vem, ikonici za Facebook, da imam še rdeč krogec zraven, v katerem piše, koliko novih obvestil sem dobil. Naložil sem si aplikacijo letos poleti Freedom, tako da imam samo še 2-urno okno čez dan, ko grem lahko na telefonu in na računalniku pogledati, kaj se dogaja na omrežjih. To je od 8 do 9 zjutraj. Ne, 3-urno okno imam, pardon, se opravičujem. Od 8 do 9 zjutraj, od 14:30 do 15:30 in od 21 do 22. Sicer ne morem pogledati na omrežja. In zaenkrat ugotavljam, da nisem zamudil ničesar. In dajva za zaključek odgovoriti še na vprašanje, a bi zamudili karkoli, če ne bi imeli dnevno nikakršnega okna? Če preprosto ne bi hodili gledati na družbena omrežja? Če bi se zbrisal z njih, Zbrisal ne, saj sem ampak se že, s Twitterja recimo, ki se zdaj imenuje X. To je bilo prav za Martinovo 2022. Ne bom pozabil, bil sem v prelepi belokranjski vasi Drašiči in se zdaj pa dosti. Zakaj? Ker sem videl, kaj je to omrežje naredilo meni, kako me je spremenilo, zaznamovalo z načinom govora. Jaz sem postal človek, ki tvita v živo. Jaz sem se začel izražati z 280 znaki. Bolj na kratko, kar je bilo mogoče ženi všeč, ne, da ne govorim toliko, kot imam zdaj priložnost govoriti tule pri vas. To se hecam. ali pa ne. Ali pa ne. Zdaj sem se malo zamislil, ja, se hecam ali ne. In zakaj sem Je bilo dovolj Ja, Twitterja? dovolj je bilo, no, Twitter, ker sem videl, adijo. kaj dela meni, družbi. Pač res nas je polarizirali, skregali med sabo. In saj to je cilj tudi teh, ki pletejo omrežja, na čelo deli in vladaj. In vse te rešitve, ampak vse serijsko so se zadrekale, kot pravi Cory Doctorow v knjigi Enshittification. Pač kako delujejo tovrstne digitalne rešitve. Začnejo se fantastično, Facebook, povezali bomo cel svet, družili se boste spet s prijatelji. Naslednji korak je, ko začnejo delati proti uporabnikom in za podjetja, ki so njihovi naročniki, in vam kazati oglase. Tretji korak je, da začnejo delati še proti tem podjetjem. In četrti korak je, da se bodisi omrežje, bodisi digitalna rešitev, kakršna je pametni telefon, zadreka, zasirje. In tu smo. Globoko v dreku, v greznici do vratu. In jaz mislim, da je čas, da zlezemo ven, da se spet postavimo zase. Mislim, ne moramo biti zgolj podatniki, torej podaniki tega novega sistema, ki je utemeljen ne samo na ekonomiji pozornosti, ampak tudi ekonomiji čustev. Ker tisti, ki dobi vaša čustva, ki vas pritegne, tisti dobi vašo pozornost, in tisti, ki dobi vašo pozornost, dobi vaše podatke. Jaz mislim, da na ta sistem ne moramo pristajati. Mislim, da je skrajni čas, Je pa da zlezemo sistem ven. visoko zasvojljiv in to je problem. Da je lažje reči in se odločiti, ne želim več, slabo se počutim, potem to narediti je pa mnogo težje, ker je sistem, kot je narejen, zasvojljiv. Prej ste omenjali koko, lahko bi tudi kakšne druge droge, igre na srečo, baje je sistem primerljiv z odvisnostjo od iger na srečo. No, ampak koga je treba omejiti, če želimo sistem izboljšati? Odjemalce ali razpečevalce? In to je naredila Avstralija tudi s tem ukrepom omejitve uporabe omrežij do 16. leta. Ne kaznuje odjemalcev, torej otrok
in njihovih staršev, temveč tiste, ki razpečujejo digitalne vsebine. In so seveda zdaj precej jezni, če se bo tak model razširil po svetu. Ampak jaz mislim, da je to model za prihodnost. Jaz mislim, da je glavno socialno omrežje, družbeno omrežje, tisto, ki ga pletemo v živo. To delamo vrsta Homo sapiens izjemno uspešno zadnjih 200-300 tisoč let, zato smo dobra bitja, zato smo super sodelovalci, zato si zaupamo, ker se pogledamo, ker tako jaz vidim, pač vidim vas, da ste v redu, človek. Pač se vidite in veste. Seveda vas tu in tam kdo pretenta, ampak gremo dalje. Če pa gledaš na svet predvsem skozi omrežja, če je prvo, česar se zjutraj dotakneš, zaslon, in velika večina se nas dotakne v prvih 5 minutah po prebujanju zaslona, pa potem na hitro, ko ugasneš budilko, pogledaš še na omrežja, pa videti, kot da je s svetom vse narobe, da ljudje niso več zaupanja vredni, da nas vsi želijo pretentati, ogoljufati in da bolje, da sploh ne vstanemo, da se zagrnemo čez glavo. Tako da še sreča, da sem danes sploh vstal. Doktor Podjed, najlepša hvala. Želela sem vas vprašati za optimistično misel na koncu, pa ste jo podali sami od sebe. Zelo je dobrodošla. Pridružujem se ji na celi črti. Jaz srčno upam oziroma mislim, da bojo telefoni prepovedani tudi pri nas kmalu, ko se bomo dovolj široko zavedli te nevarnosti. V šolah smo to dosegli. Ste že dosegli. Tudi z to Hvala. akcijo odklopi.net. Res vesel, če govoriva o dosežkih leta, jaz mislim, da bi prav tega rad izpostavil, ker se je Slovenija povezala, razumela problem in tudi Mediana je naredila raziskavo o tej temi in več kot 90% ljudi je podprlo omejitev uporabe pametnih telefonov v zasebni lasti, v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. In jaz mislim, da to, da smo spremenili podobo Slovenije v pol leta, ko je Državni zbor sprejel s 55 poslanci za in nobenim proti novi zakon o šoli, v katerem je vpisana tudi ta vrstica o omejitvi uporabe telefonov, jaz mislim, da je to izjemen dosežek. Tako da, Čestitam. spremembe. Hvala. Ja, pa hvala vam. Najlepša Vse smo skupaj to naredili. Dragi moji, drage moje, hvala, da ste bili z nama in se vidimo čez 14 dni. Dio. Adijo. Poslušali ste epizodo podcasta Hudičev advokat, ki ga ustvarjam odvetnica Maja Koršič Potočnik. Podcast objavljam vsak drugi ponedeljek ob 6. zjutraj na kanalih YouTube, Spotify in Apple Podcast. Imate vi kakšno perečo temo, o kateri bi lahko govorili v podcastu? Sporočite mi vaše predloge.